Čista narava, javno komunalno podjetje iz občine Moravske Toplice, deluje v skrbi za občanke in občane ter njihovih bivališč ter okolice že 25 let. Njihova temeljna naloga s storitvami gospodarskih javnih služb komunalnega značaja je izredno pomembna z vidika lokalne skupnosti. To ocenjuje tudi Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice. Sem ponosen, vsi skupaj smo ponosni na to naše podjetje. V bistvu je to za vsako občino najpomembnejše podjetje. Za našo občino, ki je pa po površini, večkrat sem že povedal, vsaj 4-kratnik ali pa 3-kratnik požarišča letošnjega na Krasu. Teritoriji z vsemi temi sistemi cest, vodovodov, kanalizacij, javnih obveznih služb in pa sploh okolja je pa to še toliko bolj pomembno. In zaradi tega sem jaz tudi kot župan v imenu občanov temu našemu podjetju ob tej pomembni obletnici tudi predal priznanje občine za to in seveda brez tega podjetja v bistvu mi ne bi mogli biti, kot sem poudaril, tudi nosilec zlatega znaka Slovenija zelena destinacija. To ocenjevanje je v bistvu v mednarodnem okolju priznano in gotovo ne samo čista narava, ampak v največji meri so tudi oni zaslužni za to. Vloga čiste narave je še toliko bolj pomembna, če vemo, da je občina Moravske Toplice s termami pomembna turistična destinacija. Morda nam o tem več povejo obiskovalci, ker pri nas deluje efekt ogledala, torej če se vsak dan gledamo, mislimo, da smo skozi enake. Tujci pa bolj oziroma naši gostje opazijo te spremembe in prejšnji teden smo bili na naslovnici enega od angleških časopisov kot neko odkritje in jaz verjamem, da je ne samo kraj Moravske Toplice s svojimi termami in zmogljivostmi, ampak tudi širša in daljna okolica tega priložnost, ker seveda se turisti začnejo tudi na svojih dopustih dinamično obnašati. To pomeni, da raziskujejo, da kolesarijo, da peš hodijo in podobno in v tem smislu je del te zgodbe gotovo tudi čista narava. Dober glas seže vsaj v tretjo vas, tako kot radi rečejo, in mi smo zelo ponosni, da vsi skupaj ustvarjamo to uspešno zgodbo. Na slovesnosti ob tej priložnosti je Branko Šrok, direktor čiste narave, predstavil 25-letno zgodovino in ob robu dogodka povedal. Teh 25 let, če gledamo druga podjetja, okrog druga društva, ni ven nekaki visoki jubilej, ampak za nas, ki smo to zadevo začeli peljati po tej naši osamosvojitvi oziroma po nastanku teh naših občin, je to kar za nas veliki praznik, zato tudi smo zelo veseli, ker je do tega praznika tudi prišlo. Zadeve so, kot sem že v nagovoru povedal, zelo težke, niso enostavne, časi so dokaj čudni, ne zaradi tega, ker bi pravil, da nekaj ne moremo delati, ampak ne vemo, kako bomo delali. Vedno, vsaki mesec so neki novi zakoni, neke nove direktive, neke nove želje, ampak mi ostajamo kar realni. Nekaj se ne bojimo te prihodnosti, zaradi tega, ker smo že skozi dosti kriz skozi šli, tudi to zadnjo krizo, kot je ta naš COVID, pa dejansko pričakujemo, da se bomo tako naprej razvijali, kot smo se do sedaj. Pa naša osnovna naloga je, da dejansko opravimo tisto gospodarsko javno infrastrukturo, ki nas že po nekem zakonu moramo opravljati. Seveda pa stvari želimo peljati do te mere, oziroma mislim, da smo že na tem nivoju, da poskušamo, da delamo kvalitetno, da se v dogovoru z občani, v dogovoru z občini kot našim ustanoviteljem in tudi pri večini tudi neke vrste naročnikom dogovarjamo, pa zadevo peljemo naprej. Ni pa enostavno. Vemo, da so področje sploh tega človeškega faktora, delavce in ostalega se je popolnoma v teh 2 letih spremenilo, zato tudi na tem področju vse več delamo, da bi delavci bili pri nas zadovoljni, da bi nekako začutili to sredino in da bi z njimi, z novimi močmi lahko nadaljevali pot, ki smo jo naredili do sedaj. Čestitke zaposlenim in vodstvu čiste narave za 25 let uspešnega delovanja.